Lepo pozdravljeni. Začel bom z našim pričakovanjem. To pa je, da bo vlada hitreje, odločneje in tudi učinkoviteje sprejela izziv, ki ga predstavljajo gospodarske in tudi socialne razmere v Sloveniji in res izpeljala tiste ukrepe, ki so potrebni za to, da bomo Slovenijo izpeljali iz naše krize. Po naši oceni namreč so razlogi za naše težave res da nastali v obdobju od leta 2004 do 2008, ampak naš problem je, ker zdaj že 5. leto pravzaprav nimamo ustreznega, predvsem pa učinkovitega mehanizma, kako bi te težave, ki so se takrat nakopičile, dejansko razrešili. Tako kot je rekla Tajda, imamo negativno gospodarsko rast, imamo visoko brezposelnost, celo narašča, podkapitaliziranost podjetij in pa prezadolženost sta tudi dovolj znani. Žal nam je začel usihati tudi izvoz in če k temu dodamo še nizko pravno varnost in delovanje pravne države, potem je več kot dovolj očitno, da so naša pričakovanja, da potrebujemo hitro, profesionalno, strateško in povezovalno delovanje nove vlade verjetno razumljivo. Zato tudi od parlamenta v novem obdobju pričakujemo, da bo nastopal v duhu zastopanja interesov Slovenije, ne pa v duhu, oprostite, tistih, ki ste z Gorenjske, ki pravi na Gorenskem, če je sosedu krava crkla, naj pa še meni, skratka, da ne privoščimo, da bi nekomu uspelo Slovenijo popeljati iz te krize. Zdaj imamo kar precej konkretnih predlogov, z mnogimi smo vas že seznanili, kaj pričakujemo od nove vlade ob njenem nastopu. Mi bomo skušali v naslednjih dneh, tednih z njimi vzpostaviti tudi neposreden kontakt. Naslednji teden imamo že na naših strateških svetih ministra Židana, mislim, da je to v torek dogovorjeno, kjer bomo spregovorili o tistih področjih, predvsem z področja okolja, ki jih pokriva on. In upam, da bomo z vsemi ostalimi ministri tudi čim hitreje vzpostavili kontakt in jih skušali seveda v njihovih prizadevanjih za izboljšanje razmer podpreti, istočasno pa tudi opremiti še z dodatnimi argumenti in predlogi, kako iz krize. Pa vseeno, kaj so recimo naše ključne pripombe na trenutno stanje in kaj od nove vlade pričakujemo. Pri zdravstvu in socialni kapici, ki je nismo uspeli sedaj dobiti, bomo opozarjali, da znotraj zdravstva je potrebno najprej pogledati, kako je na odhodkovni strani. Preden se bo začelo z dodatnim obremenjevanjem gospodarstva, zvišanjem prispevne stopnje, mislimo, da je potrebno preveriti košarico pravic, tudi odprtje kolektivne pogodbe v zdravstveni dejavnosti in zagotoviti boljšo organizacijo dela pri vseh izvajalcih. Tudi pri racionalizaciji mreže javne zdravstvene službe so še številne rezerve, preden bomo začeli z nekim dodatnim obremenjevanjem gospodarstva. Pri trgu dela veste naše stališče, da smo zadovoljni z prožnostjo, ki smo dobili z reformo trga dela, vendar pa sama prožnost za nov zagon gospodarstva ni dovolj. Mi potrebujemo še tiste ukrepe, ki bodo naredili sistem trga dela tudi bolj konkurenčen. Kot veste, gre predvsem za vprašanja povezana z nadomestili za bolniško odsotnost, uvedbo čakalnih dni, nadomestilo za prevoz na delo, plačnim odmornim delom in še nekatere druge aktivnosti. Nenazadnje potrebno se lotiti tudi študentskega dela in urediti večjo kontrolo in uspeh tudi pri kontroli dela na črno. Pri podjetništvu mi smo pred slabim letom imeli celotno vlado, ki je odšla tukaj na gospodarski zbornici na vrhu malega gospodarstva in dobili številna zagotovila, kako bo malo gospodarstvo popeljalo Slovenije iz krize z novim zaposlovanjem, s hitro rastjo. Žal lahko ugotovimo, da je danes podjetništvo celo v slabšem položaju, kot je bilo pred enim letom, kajti analize, ki jih upravljajo recimo na mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti v okviru Global Entrepreneurship Monitorja kažejo, da podjetniška aktivnost in aspiracije v Sloveniji ugašajo. Zakaj? Po naši oceni zaradi tega, ker je dostop do financiranja za mikro in mala podjetja čedalje težji, cena denarja pa je zelo visoka.
da podporno okolje ni ustrezno organizirane, ko gre za podporo malemu gospodarstvu na izvoznih trgih, da siva ekonomija in delo na črno še naprej predstavljata veliko nelojalno konkurenco vsem tistim podjetjem, ki delujejo. Žal vsi ukrepi, ki so bili sprejeti, peljejo pravzaprav v isto smetu, pa je, da tega dela na črno ne uspemo kontrolirati, da se administrativne ovire za malo in srednje gospodarstvo niso pomanjšale in da ne nazadnje, da je finančna stabilnost praktično večine malih podjetij ogrožena zaradi slabe poslovne prakse med podjetji in nizke pravne varnosti. Mi torej pričakujemo, da bo vlada od besed prišla tudi k dejanjem in neko strategijo za razvoj malega gospodarstva prelila v konkretne ukrepe, ki bodo neposredno spodbujali podjetništvo v Sloveniji na eni strani, na drugi strani pa zagotavljali podjetnikom bolj primerno poslovno okolje z manj birokratskimi ovirami. Lepo pozdravljeni. Bom začela pri prezadolženosti podjetij. Dejstvo je, da je bistveno več kot polovica slovenskega gospodarstva močno prezadolžena in ustrezno temu prikrajšana za kreditiranje tako tekočega poslovanja in razvoja, lastnega kapitala seveda nimajo. Kljub vsemu pospešujejo razvojne projekte, če hočejo ostati na trgu, se stroškovno optimirajo, čeprav je velikokrat država z nenadnimi ukrepi ta prizadevanja razpolovi. Vendar jim brez pripravljenosti bank za prestrukturiranje finančnih obveznosti grozi najmanj stagnacija, če ne insolventnost. Banke, ki so še nekaj let nazaj med sabo tekmovale v plasmajih, danes tekmujejo v pogojih reprogramiranja kreditov. Lahko se sprašujemo, ali so v preteklosti, kako danes, ko se soočajo sama s svojimi problemi, ali so vedno ravnale narodno-gospodarsko učinkovito. Je bilo res potrebno na račun enega ali dveh neodgovornih lastnikov uničiti dobra podjetja z mednarodnimi referencami, s kompetencami zaposlenih in tako naprej. Danes se lahko to ponovi tudi pri velikih podjetjih, najmanj enemu z enormnimi multiplikacijskimi učinki na številna podjetja v dobaviteljski verigi. Dejstvo je, da imamo perspektivnih podjetij, ki so zaradi zadolženosti, zaradi bremen preteklosti, na robu insolventnosti, pa še kljub vsemu ustvarjajo tekoči dobiček, pozitiven cash flow, imajo delovna mesta in jih je preprosto preveč, da bi jih kar tako prepustili nekontroliranim stečajem. Narodno-gospodarska cena tega bi bila preprosto previsoka. In v kontekstu tega Gospodarska zbornica podpira prizadevanja Banke Slovenije, ki je uvedla nov projekt, s katerim skupaj z Združenjem Bank Slovenije išče na nekaterih primerih izbranih podjetij rešitve za ta podjetja, za prestrukturiranje in ustrezno kontrolirano spremljanje poslovnih bank v njihovih prizadevanjih, da ohranijo v bistvu svoje poslovanje in da ga celo okrepijo. Ne gre za iskanje posamičnih rešitev, gre hkrati tudi za iskanje tistih sistemskih rešitev, ki bi morali v bistvu predstavljati pomemben del slovenske gospodarske, slovenske industrijske politike. Gre torej za iskanje sistemskih rešitev, ne ad hoc rešitev za posamezna podjetja, kar je zelo pomembno. Dejstvo je, da je pa za ohranjanje tega velikega deleža slovenskega gospodarstva, ki se mora prestrukturirati poslovno in finančno, izjemnega pomena tudi lastniško prestrukturiranje. Lastniki, ki so neodgovorno odlašali uvajanje insolvenčnih postopkov in črpali podjetja, so povzročili preveliko škode. Nov insolvenčni zakon mora stopiti temu na prste in hkrati zagotoviti, da bo takrat, ko bo grozeč insolvenčen postopek že tik pred vrati omogočil, da bodo ekonomski lastniki vstopili na mesto formalnih lastnikov tako, da bodo lahko ohranili ta zdrava jedra, delovna mesta in nenazadnje pomemben del slovenskega gospodarstva. Nikakor pa to ne pomeni, da to
gre v bistvu v smeri reševanja klinično mrtvih podjetij, ki jih je pač potrebno prepustiti trgu in prevzeti primerno varstvo za tiste, ki bodo ostali na trgu dela. S tem povezano je seveda tudi naše razumevanje slabe banke, veliko slabih terjatev na bankah, ki jih je okoli 6 milijard, morajo iti skozi vse ustrezne postopke vrednotenja prenosa na slabo banko na način, ki bo zagotavljal transparentno, strokovno upravljanje teh postopkov, hkrati na način, ki ga priporoča tudi vse te 3 temeljne institucije, IMF, Centralna banka, s katerimi bi ustrezno korigirali tudi sprejet zakon o slabi banki. Če dovolite, bi se zdaj v nadaljevanju navezala še na pomembno področje, ki mu mora dati sedanja vlada izjemno prioriteto, prvo prioriteto. Pospešiti je potrebno pripravo strategije razvoja Slovenije, pripravo operativnih programov za finančno perspektivo 2014-2020, ki morajo slediti ciljem globalne konkurenčnosti gospodarstva. Gre za to, da je pogoj za pripravo jasnih smeri razvoja in prioritet, ki si jih moramo določiti, ki so tudi pogoj za črpanje kohezijskih sredstev nove finančne perspektive, priprava tako imenovane strategije pametne specializacije. Prepoznati moramo tista področja, ki predstavljajo inovacijski potencial naše države. Kje ima te potenciale naša vodilna industrija, kje imamo tehnološke kompetence, znanja v obstoječi razvojni infrastrukturi. Gre za to, da moramo vse manj razvojnih sredstev vlagati tja, kjer bomo dosegli čim prej, čim večje učinke v razvoju znanja, raziskavah, inovacijah, za obstoječe in nove dejavnosti, ki jih imamo prepoznane v zametku, pa premalo podprte, da bi ustvarjali bistveno višjo dodano vrednostjo, kot smo jo sposobni proizvajati danes. In da bomo hkrati s tem odzivali v širšem smislu gospodarstva in širše strukture institucij, tudi raziskovalnih, tudi univerz, na družbene izzive in globalne razvojne trende, ker se svet razvija brez nas, želimo pa, da se tudi z nami. Pomembno pa je, da ta dokument, ki je ključen za to, da bomo lahko prepoznani v Evropski komisiji kot kompetenten član povezave, da ta dokument ne bo predstavljal samo dokumenta na papirju, ampak da ga bo oblikoval ustrezen konsens vseh deležnikov, ki morajo zato z ustrezno komunikacijo pri njegovem nastanku tudi sodelovati. Vladi bomo predlagali, da na najvišji ravni oblikuje medresorsko skupino, ki bo nadzirala ta dokument, ki ga je potrebno pripraviti do sredine leta, ne šele do konca leta, ker bo to prepozno. In želimo pa izraziti tudi pripravljenost in kompetenco gospodarske zbornice, da prevzame komunikacijo z deležniki iz gospodarstva, raziskovalne sfere in univerz, zato da bomo pokazali, kje imamo kritično maso znanja v gospodarstvu in v medresorskem povezovanju vseh deležnikov, ki lahko k rasti in razvoju gospodarstva prispevajo. In še nekaj, če želimo zagnati gospodarsko rast, je izjemnega pomena seveda tudi zagon investicij, javnih investicij, in zato glasen apel vladi in tudi pripravljenost z naše strani, da pomagamo pripraviti tisti nabor projektov, za katere imamo pripravljene dokumentacijo, investicijsko dokumentacijo, potrebno pa je opredeliti ovire, zaradi katerih ti projekti ne morejo iti v realizacijo. Ne gre samo za finančne ovire, gre tudi za vse ostale, na čelu z umeščanjem objektov v prostor. Lep pozdrav vsem skupaj. Kar zadeva Slovenski državni holding in prodajo državnega premoženja, najprej vsi vemo, da se je država v preteklosti izkazala kot zelo slab gospodar. Največjo krivdo verjetno lahko pri tem pripišemo politikom, tudi v navezi z določenimi skupinami elit v drugih družbenih podsistemih.
Zato Gospodarska zbornica Slovenije zagovarja dvoje. Prvo je profesionalno, transparentno in trajnostno upravljanje državnega premoženja oziroma srebrnine, dokler je v državni lasti. Drugo pa zagovarjamo privatizacijo. Ta mora seveda strategija, ko govorimo o privatizaciji, strategiji privatizacije, pripravljena biti kar se da hitro, na podlagi jasne tudi gospodarske strategije in izračuna narodnih gospodarskih učinkov na gospodarstvo in javne finance. Prodaja mora biti transparentna, iztržiti je treba po našem mnenju čim boljšo ceno in kupnino nameniti za nadaljni razvoj. Samo s tem po našem mnenju lahko dobimo nova delovna mesta in pa tudi zaupanje tujih investitorjev. Najbolj vsi dobro vemo, da potrebujemo v tem trenutku svež kapital. Takšno stališče je tudi posledica tega, da imamo že danes v Sloveniji številna tuja podjetja v tuji lasti, ki zelo veliko prispevajo tudi k družbeno odgovornemu upravljanju gospodarstva v svojem delu oziroma svojih podjetij. Zadeva davek na dodano vrednost in drugo dajatve, Gospodarska zbornica Slovenije poziva novo vlado, da je zvišanje davka na dodano vrednost res samo skrajni ukrep za javno-finančno konsolidacijo. Še naprej je treba pametno omejevati javno potrošnjo. Zvišanje DDV v res skrajnem primeru je za GZS sprejemljiv samo kot nediskriminatoren, uravnotežen ukrep, ki enostavno prizadene vse približno enako in to pri višji stopnji DDV-ja. Opozarjamo pri tem, da bo v primeru, ko bo trgovina to breme prenesla na dobavitelje, spet prizadela industrijo, za katero pa vemo, da nujno potrebuje zagon, ne pa novi davčni primer. Skratka, gospodarstvo je treba razbremeniti ne samo v tem delu, mi mislimo, da je treba gospodarstvo nujno razbremeniti tudi, ko gre za previsoke trošarine, o čemer smo tudi že v danem času veliko govorili. In še pri izobraževanju, že nekaj časa gospodarstvo na številnih področjih izrazito pogreša nujno potrebne kadre, ki bi išli iz slovenskega izobraževalnega sistema. Zlasti to velja za potrebe z naravoslovno-tehničnega področja in z področja poklicnega izobraževanja in naša želja je, da nova vlada pristopi k temu zelo resno in temu primerno tudi preuredi na nek način izobraževalni sistem Republike Slovenije. Hvala lepa. Najbrž vemo, da po 25. marcu začnemo odštevati nekaj dni do objave vseh davčnih dolžnikov. In verjetno tudi poznate, da je Gospodarska zbornica do zdaj nasprotovala in še naprej nasprotujemo javni objavi seznama slovenskih podjetij, ki niso izpolnila svojih davčnih obveznosti. Dejstvo je, da se bodo na seznamu DURS-a zelo verjetno znašla številna podjetja, ki svojih davčnih obveznosti niso poravnala iz povsem objektivnih razlogov, ker so sama pošteno opravila in izvršila svoje delo, vendar zato niso dobila plačila. Med njihovimi dolžniki so tudi številne agencije, zavodi in država neposredno sama. Po drugi strani pa naj to ponazorim še s primerom velikega gradbenega podjetja Gradis Celje. To podjetje še leta 2009 v stečaj. Stečajni upravitelj je takrat ugotovil za 84 milijonov terjatev, ki jih je priznal. In približno 270 podjetij je takrat prijavilo te terjatve. Istočasno stečajni upravitelj ugotovil, da je premoženja za dobrih 14 milijonov evrov. Žal je bil večji del tega premoženja v terjatvah tega podjetja, ki je šlo v stečaj do tretjih pravnih oseb v gradbenem sektorju. Do danes to premoženje še ni bilo nič prodano in stečajni upravitelj je nedavno ugotovil, da je premoženje vredno še manj kot 7 milijonov. Se pravi, manj kot 10% od vsega tega, kar je bilo priznanih terjatev upnikov v stečaju. In zdaj bomo prišli v situacijo, da vsa ta podjetja, ki so opravila neko delo in dobavila nekaj za to podjetje, pa ker je pač prišlo do stečaja, niso bila poplačena, prišla na ta sramotilni steber
nekdanja lastnica in odgovorna oseba Orgadi Sociale, pa danes je izvršna direktorica Strabag Slovenija. Mi seveda ne podpiramo s tem svojim stališčem slabe poslovne prakse ali nelojalno konkurence ali neplačevanja v slovenskem poslovnem prostoru. Mi mislimo pa, da namesto, da se igramo za temi seznami, sramotivni stebri, da potrebujemo hitro in učinkovito zaščito poslovanja, se pravi tako delovanje pravnega sistema na čelu sodišči, ki bo zagotovilo, da bomo zakone spoštovali in da bodo tudi vsi tisti, ki delajo nekaj, tudi poplačani. Skratka, namesto, da se delamo medijsko kaznovanje tistih, ki niso poravnali svojih obveznosti, izpeljimo postopke in tudi tem, ki so objektivno povsem od sebe neodvisno prišli v to situacijo, da bodo tudi oni lahko dobili pravno varnost. Kot rečeno, že 4 leta od uvedbe stečaja tega podjetja in vsa verjetnost je, nekatera podjetja, ki so sodelovali zaradi sankcije, so šel mest tudi že v stečaj, da podjetje ne bodo dobila niti evra iz tega naslova in bodo pač pristala samo na samotivnem stebru. Kot verjetno nekateri vsaj pred vami veste, bi danes moral biti odbor za gospodarstvo pri Državnem zboru, pa je predstavljen na torek. Na seji bo ponovno razpravljalo novelo obrtnega zakona. Naj poudarimo, da obrtni zakon po našem mnenju prinaša 3 zelo pomembne zadeve. Prvo je odpravlja številne ovire za podjetnike in obrtnike, hkrati uveljavlja referendumsko odločitev o prostovoljnem članstvu in s tem tudi odpravlja statusno neenakost slovenskih zbornic. Kot veste, je Državni svet kljub referendumski odločitvi obrtnikov in podjetnikov pred dnevi izglasoval veto na novelo obrtnega zakona. Gospodarska zbornica Slovenije meni, da morajo imeti podjetja, podjetniki in obrtniki pravico do enakih pogojev interesnega zborničnega povezovanja in če je bila odločitev o prostovoljnem povezovanju zbornici potrjena na referendumu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, pomeni ljudsko voljo, ki po našem mnenju v demokratični državi mora biti spoštovana kot zakon. Novela obrtnega zakona, mi smo predvsem pri tem sodelovali z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot vem tudi trgovinska zbornica in tudi Obrtno-podjetniška zbornica. Novela tega zakona na to voljo po našem mnenju ustrezno odgovarja, hkrati pa tudi z občutkom za ohranitev reprezentantov vrti novi obrtni zbornici, podeljuje status osebe javnega prava s pripadajočim privilegijem za financiranje dela dejavnosti z javnimi sredstvi. S tako obliko nove obrtne zbornice po našem mnenju zakonodajalec podjetnikom, obrtnikom in podjetjem vzpostavlja konkurenčno podporno okolje in hkrati tudi bolj prijazno poslovno okolje, ne pa nasprotno. Zato se zavzemamo, da je novela sprejeta. Naj potem omenimo, da na začetku nove koalicijske pogodbe kot prvo točko prioritet med drugim piše: vključevanje javnosti v pripravo predpisov in postopke odločanja bo predstavljalo temelj delovanja državne uprave in zakonodajne veje oblasti. V našem mnenju je to močna zaveza novi koaliciji, zato smo danes tudi prek medijev pozvali novega ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo in vse stranke nove koalicije, da podprejo novelo obrtnega zakona, ki jo je pripravilo že Ministrstvo za gospodarski razvoj v mandatu Radovana Žerjava. V nasprotnem primeru po našem mnenju to zelo slabo znamenje državljankam in državljanom glede spoštovanja ljudske volje.